CRR-jem glede podpore za fiskalno pravilo. Lahko računajo na podporo SDS? Šlo je bolj za izmenjavo mnenj. Naša stališča so jasna, so tudi zapisana v zakonu, ki je bil pripravljen v času, ko smo bili še na vladi, pravi v teh prostorih. In smo takrat kot vlada predlagali predvsej striktne omejitve pri tem, da se ne porabi več, kot se ustvari. Ustava je bila spremenjena leta 2013, takrat je bilo zato fiskalno pravilo za pisodovanje. Z dnem, ko je ta sprememba ustave začela veljati, bi se moralo začeti prilagajanje. Javnofinančno prilagajanje, vendar pod vlado Alenke Bratušek se to ni dogajalo. In letnica, ki je določena v ustavnem zakonu, s katerim smo spremenili ustavo, to je letnica 2015, je pravi leto, ki smo ga že začeli, je za to vlado dejansko problem. Pri tem prehodnem obdobju smo pripravljeni podpreti tudi bolj fleksibilno varianto. Mi smo pa pripravljeni podpreti zakon, ki bi spreminjal temeljno načelo ustavne spremembe, se pravi striktna pravila. Torej, prehodno obdobje, podaljšanje prehodnega obdobja bi eventualno pristali ob nekih garancijah, da vlada misli resno, ne pa na to, da je vlada pri porabi za to ustavno določbo omejena. Kajti zato fiskalno pravilo je v ustavo zapisano ravno zato, da vlada nima skušnjav, da ni vlada tista, ki določa, da je situacija tako resna, da lahko porabi več, kot se pa zbere v proračunu, ampak da je to jasno določeno za neko formulo. Mi imamo v našem predlogu zakona tako imenovano švicarsko formulo, ki je eksaktna, ki omogoča, da se vnaprej ve, da je takšna situacija dejansko tako težka, ne pa da je to nekega fiskalnega sveta, ki ga vladna koalicija sama imenuje, ali pa v času, se pravi od volilnega leta, odvisno, da je vlada pač porabi še kakšno milijardo več, kot je zbere. To je neka konceptualna razlika, ki obstaja med našimi. A predlagano prehodno obdobje je za vas sprejemljivo ali je predolgo? Govorimo o različnih stvareh. To, kar vlada predlaga kot prehodno obdobje, je v bistvu nekaj, kar ni v skladu z tem, kar piše v ustavi. Ko mi govorimo o prehodnem obdobju, govorimo o tem, da smo pripravljeni pristati na to, da se letnica, ko morajo biti prihodki in odhodki uravnoteženi in brez primanjkljaja, in ta letnica je po ustavnem zakonu zdaj, se pravi 2015, premaknjena za kakšno leto, tako da vlada dobi dodatni narednost. Torej, vi bi podprli, da se ta zadeva začne 2015 in recimo podaljša do 2016 ali 2017? Ne, mi bi podprli predstavitev letnice 2015, kam in kaj je stvar pač dodatnih izračunov in dogovora. Mi smo pa zato, da se v zakon zapiše, da je vlada tista, ki določi, da je situacija tako težka, da lahko več porabi, kot se izgleda. Sta še kakšna druga tema načela človeka privatizacije po parlamentarnih volitvah? Dotaknili smo se še nekaterih drugih tem, ampak to je bilo v bistvu.